Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o premikih naprej. Takrat, ko enostavno ne zmoremo narediti koraka naprej in kaj nas zadržuje. V glavnem, vse skupaj je povezan, ja, s čakrami. Zdaj pa kaj je v bistvu čakra? Čakra je v bistvu izvira ime čakra iz sanskrta, se pravi iz starodavnega indijskega jezika in v osnovi pomeni kolo, vrtinec. Se pravi, vrti se ena zadeva, ta čakra se vrtinči in takrat, ko imamo na določenem predelu nakopičen strah, začne delovati počasi. To je tako kot kolo, ki se začne počasi vrteti in počasi lahko pač obstane, zariba, ali pa po drugi strani tam, ker je hiperaktivno, pa dela in na koncu poči en od zobnikov mogoče. V glavnem, dejstvo je, da čakre so zanimiva zadeva, zato ker se na čakrah odraža naše čustveno stanje. Potem pa preko čakr gre ta energija do organov in potem nam nekje zašteka. No, in kje nam najhitrejše ponavadi zašteka? Takrat, ko se bojimo premikov naprej. Se pravi, strah je tisti, ki blokira solarni pleksus. Zdaj, zakaj snemam tale video? Dejansko me je ena gospa spraševala, da ne razume, zakaj nekako ne more prodati hiše. Vse bo naredila, da jo pač ne proda. Vse so domenjeni in ona nekako ne zmore tega koraka narediti. In v bistvu težave ima tudi z želodcem, kar je pa povezano direktno s solarnim pleksusom. Zdaj, kaj je tukaj v tem primeru treba narediti, da v bistvu aktiviramo to, da lahko naredimo korak naprej, po drugi strani pa, da počistimo strah. No, zdaj, če pogledamo strah. Veste, strah, jaz sem prepričana, da ni vse iz tega življenja, da se strah dobesedno zakodira na energijski nivo naše duše in ga prinesemo s sabo. Ker kar pomislite, zakaj se dojenčki tako močno določenih stvari bojijo? So določeni dojenčki, ki se bojijo nekih zvokov, drugi se pa ne bojijo. In verjemite mi, da v maternici se ni mogel prestrašiti. To je njegova duša prinesla s seboj. No in dejstvo je, da potem ta strah raste in sčasoma preraste v drevo. In takrat, ko pride že do tega, da bomo veliko drevo, takrat je pač potrebno počasi posekati te zadeve. Strah pred premikom, vem, da sem že večkrat o tem govorila, se pravi, se naseli na trtico, bolečine v križu, bolečine v kolenih, v stopalih, gležnjih in bolečine v trebuhu. Lahko tudi pogosto boli glava, zaradi tega, ker ta energija v bistvu ni pretoka po hrbtenici navzgor in zaradi tega potem imate lahko hude glavobole, lahko celo migrenske glavobole. No, zdaj pa kaj je treba narediti? Prvo bomo šli poiskati vzrok. Raje vam zgodbo povem. Poznam eno gospo, ki ima preganjavico. Preganjavico, da jo bojo zastrupili, da bo oropana, da bo prevarana, zavržena. In v bistvu do svojih domačih se obnaša res tako, da kuje neke načrte zarote in tako naprej. In v bistvu dejansko njihovi domači res težko živijo s tem, ker je v bistvu neznosno. Seveda obstaja uradna diagnoza in ta uradna diagnoza je začetek demence. No, ampak dejstvo je, da nekje je vzrok, zakaj je prišlo sploh do tega, zakaj se tej gospe non-stop vrtinči neka zadeva in vrtinči in ona je prepričana, da je to resnica. Dejstvo je, da se je nekako vklopil spomin na preteklo življenje in v tem preteklem življenju in dejansko te akterji v njeni družini so ji stregli po življenju, v preteklem življenju. Dejansko se je šlo za zastrupitev, se je šlo za prevaro, se je šlo za dobesedno okoriščanje z njenimi materialnimi zadevami.
In v tem življenju ima iste ljudi okrog sebe, dejansko ponovi vajo. No in v bistvu, ker nihče ni naredil njega premika naprej, nihče ni zmogel vstopiti v stanje ljubezni, nihče ni mogel narediti koraka naprej, se je seveda začela vrstiti ne ljubezen, ampak bolezen in štrikanje. In zdaj seveda na koncu demenca, ker enostavno je obremenitev prevelika. Zdaj tukaj, glejte, mi nismo poklicani, da namesto nekoga rešujemo njihova življenja. Absolutno ne. Če imate to doma, seveda lahko delate zdravilno molitev dekodiranja za drugo osebo. Molitev nikdar ne škoduje, lahko samo dobro dela. Hkrati pa, drugo moramo se pa zavedati, če ste se vi rodili v tako družino, kaj imate vi za predelati s to družino. Ker, glejte, če je v družini strah, strah me je, da bi se komu zamerila. Zdaj jaz berem tisto, kar je povezano z programi, ki so povezani s solarnim pleksusom. Strah me je življenja. Jezna sem na svoje starše. Strah me je, da se izve resnica. Kaj pa če zvejo ljudje, kaj bojo pa rekli? Strah me je, da me zasačijo. Strah me je, da me bojo izkoristili. Strah me je, da bom ostala sama. Potrebo imam po podpihovanju. In, zdaj pa poglejte, podpihovanje je zanimiva zadeva, ne? Nekdo začne govoriti neke načrte zarote. In zdaj tale koronavirus, načrte, se pravi ta teorija zarote. In vi to poslušate in vedno bolj ste v jezi in tako naprej. Kaj se učite? Mogoče se učite ohranjati svoj mir. No in v glavnem prav težave z želodcem, ne upam se postaviti zase, strah me je sodbe ljudi, v svoji duši nosim potrebo po obsojanju ljudi. Kakšna je vlada, kakšen je ta, kakšni so zdravniki, vsi so podkupljeni in tako naprej. Se poznamo, kako znamo, govoriti, kakšni so drugi. Strah me je, da me bodo zasačili pri prekršku. Strah me je, da bi izgubila svojo družino in jezijo me dejanja drugih ljudi. No in zdaj jeza pa gre naprej tukaj na žolč in jeza je pa potem tista, ki zastrupla in kri in jetra in tako naprej. Po drugi strani pa tukaj s solarnim pleksusom je povezan tudi, se pravi, trebušna slinavka. Trebušna slinavka je pa povezana s sladkorno boleznijo in seveda neprestano lakoto, željo po sladkem. In zdaj, kaj je tukaj zadaj? Žalost. Žalost, vse je za manj. Nič se ne da narediti. Obupavanje. Potreba po obupavanju. Tako da zdaj sem vam sicer nanizala kup zadev, vi si to lahko napišete, preverite z mišičnim testom. Zdaj, če jaz sama pri sebi pogledam, bom še enkrat šla skozi vse, pa vam razložim še enkrat zdravilno molitev dekodiranja v 3 korakih. Zdaj tisti, ki obvladate vse skupaj, lahko previjete naprej, ampak želim vam razložiti zaradi tega, da boste šli čistiti. Tudi knjiga, Ko imajo duše žur, je dejansko priročnik. Ne to brati kot roman, ampak vzemite tukaj kot priročnik in da greste brati in ko pridete, preverite z mišičnim testom, dajte preveriti tisti trenutek, če imate pri sebi. Zdaj tole, kar sem vam brala, to je že iz nove knjige, ki jo dokončujem. Ta, ne vem, kdaj bo dokončana, ko bom sama osvojila določena znanja, zadnje poglavje imam še za spisati. V glavnem bom pač tudi to knjigo dala ven. Ampak dejstvo je, da tudi sama delam korake. Zdaj pa pojdimo pogledati, recimo, mišični test. Mišični test, prekrižate roke, zaprete oči, vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, zmigate ramenski obroč, to je pomembno, vrat sem tja, vdihnete in rečete, moje ime je, in jaz, če ta trenutek rečem, moje ime je Minka, mene odnese naprej. In če rečem, moje ime je Polde, me odnese nazaj. Bolj boste delovali, če boste stali, bosi,
boste še bolj v stiku sami s sabo in dajte poskusiti. Dejstvo je, da mišični test deluje. No in to je prva zadeva. In zdaj, če jaz, zadnjič mi je ena gospa rekla, da, kaj je že rekla? Da se bojim, ne, da imam potrebo po odobravanju drugih ljudi. Točno. Se pravi, če jaz zdaj pomislim, potrebo imam po odobravanju drugih ljudi. Nimam. Meni je prav malo mar, kaj si vi ta trenutek mislite o meni. Meni je prav čisto vseeno, če vi rečete, Minka je pa čisto zmešana. Lejte, dejstvo je, ko drugega obsodiš, da je zmešan, 3 prsti itak kažejo na tebe, se pravi, da ste tako bolj zmešani še vi, kot sem jaz. Ampak tako, lejte, tale svet je tako ena velika kuhna, veliko zmešanih ljudi. In dejstvo je, da ima vsak izmed nas kaj za počistiti in tisti, ki obsoja druge, da so zmešani, joj, koliko ima ta za narediti pri sebi. Juhej, cela štala. No, ampak v glavnem, jaz če zdaj pri sebi preverim, strah me je sodbe ljudi, ne, tega nimam. Ali pa, v moji podzavesti imam program, da je vse za manj. V svoji podzavesti imam program, da je vse za manj. Ne, jaz verjamem v moč pozitive, verjamem v moč spremembe, lejte, jaz res verjamem v to, da če jaz naredim premik pri sebi, pa če jaz počistim to, kar je pod mojo preprogo, in če vi naredite pod svojo preprogo, ja, ti narediš pod svojo preprogo red, pa če vsak pri sebi nekaj naredi, pa je bela cesta, da nekaj se bo spremenil na boljše. Pač ne moreš spremeniti drugih, lahko spremeniš sebe. Vsak lahko pri sebi nekaj spremeni. In ja, zdaj pa tale strah. Strah pred premikom naprej. Otopelost. Zadnjič je bila ena gospa pri meni in sem potem, ko je naredila neke premike, se je zgodilo tako in ja, vsak razumen človek bi rekel, pa hvala Bogu, da se je to zgodilo. Jaz vam govorim tudi mojo zgodbo, kaj se je meni zgodilo. Ko sem jaz začela delati v svojem življenju premike, je bilo tako, ko sem rekla, tako ne gre več naprej, je bivši mož rekel, tamle so vrata, spokaj. In ko prvič nisem spokala, je drugič rekel, a ti jaz spokam kufre? In sem jokala in jokala in jokala. In vsakič leta nisem ga zmogla spustiti. In pogosto se dogaja, da določene odnose ne moremo spustiti, ko predelujemo neko strah pred zavrženostjo. Jaz, ko predelujem moja življenja, sem prišla zdaj do zaključka, da v večjih življenjih sem bila sirota, ali me je mama zapustila, ali me je mama prodala. V glavnem, in ta strah pred zapuščenostjo je bil tako močen, ali pa recimo strah pred zavrženostjo, da nisem zmogla izpuščati ljudi iz svojega življenja. Jaz sem se vklepala, čeprav bolnega odnosa, kot pijanec plota. In ko sem samo pomislila na to, da bi spustila, mene so zalile solze. Zdaj zadnjih nekaj svetovanj smo predelovali z ženskami, ženske, ki so izgubljale otroke, ki so izgubile otroke in v tem življenju so se recimo najdle s partnerjem, ki ga ne more spustiti, ja, zato ker je bil v enem od prejšnjih življenj pač njen otrok, ki je bil odvzet. In seveda tega otroka, lejte, ne more spustiti, ker nista izživela ta odnos, ker nista prišla do pubertete in zdaj seveda v tem življenju sta prišla do pubertete, ko on se obnaša, kot da je pubertetnik, vam povem zgodbo z morja. Najdla sta se ženska, gospa, na trajektu smo se spoznali, ona je iz Litve, pač nekje iz Litve, nekje tam, iz ruskih držav. In jo je vleklo v Palestino. In v Palestini je srečala pač enega gospoda, ki je mlajši od nje in za povrh govorim zaradi tega, ker je druge vere, pa ne govorim nič slabega proti
muslimanski veri nimam, zdaj sem hotela reči proti Arabcem, proti arabski veri, proti muslimanom nimam, ampak tukaj je v bistvu tak razkol med njima. In nekako ona je mama, on je otrok. In na trajektu se to še ni videlo, ampak ko smo šli na kosilo, je bilo pa zanimivo. Ona reče, joj, veš, jaz bi nekaj ribe, ampak mi malo zelenjave. In ona reče, ne, jaz bom ribe za sebe. Pa ona reče, ampak jaz to bi samo majčkeno. Rekel, jaz ti moje ribe ne dam. In prav tisto, ona dva sta bila tako kot dva mehna, mislim, kot bi se ona pogovarjala z mehnim otrokom, s pubertetnim. Zanimivo je bilo, seveda, mi smo bili z avtomobilom, sem jih šla iskat, in reče on moji hčerki, reče, joj, a Audija imate, a ga kdaj ukradeš mami? Audiji so dobri. In tako, hčerka me reče, a veš, on je bil tako, kot bi bil 13 let star, ki ukrade mami avto, pa se gre malo furat. V glavnem, no, kakorkoli, zanimiv večer je bil pol z njima, ko sem opazovala to dinamiko mame in njenega pubertetnega otroka, s tem, da je ona s tem pubertetnim otrokom, seveda v narekovajih, noseča. Te bojo imeli še lažur, to se jim bo še dogajalo na polno. No, kakorkoli, dejstvo je, da nobena stvar v tem življenju ni slučaj. Točno tisto, kar rabimo predelati, dobimo in tako servirano. Ponovi vajo, če ne naredimo v enem življenju, se nam mečkan zaštrika in dobimo porcijo v drugem življenju. Pogosto se zgodi, da določene ljudi, recimo jaz zdaj bolj na poslovnem področju, predelujem še določene partnerske odnose in ko predelujem tudi v povezavi s preteklimi življenji, recimo pridem do zaključka, ne vem, da z določenimi ljudmi imam občutek, zdaj tukaj nam reka z določenimi, z enim človekom, da ves čas mi nekaj vsiljuje, neka svoja mnenja in mi hoče vsiliti svoja mnenja. In ja, ko sem predelala ta življenja, v enem življenju sem bila posiljena. In seveda zdaj na en drug način me posiljuje in obsoja in tako naprej. A veste, dejstvo je, da vse to, kar občutimo, nekje je vzrok. Zdaj pa kako počistimo, gremo na zdravilno molitev dekodiranja. Razložila bom še enkrat zdravilno molitev dekodiranja v 3 korakih, samo z namenom, da vam bo bolj enostavno. Se pravi, lahko vtipkate v Google zdravilna molitev dekodiranja, to je tale CD, aktivacija svete kode v srcu posameznika. Kot sem že obljubila, jaz bom to še enkrat posnela, da vam bom prav vodila, vas bom v 3 korakih. V glavnem, najprej zmolite zdravilno molitev dekodiranja. Potem date noter, se opravičujem, težavo. Potem naslednja stvar, ko začnem jaz govoriti, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, se pravi, dam roke v kljunček in jih premikamo po zdravilnih središčih in potem na koncu samo usmerimo roke v položaj blagoslova in si predstavljamo srečni konec. Vidim, ne moram to še enkrat posneti. Ko boste vtipkali v Google zdravilna molitev dekodiranja v 3 korakih, boste točno to najdali in boste lahko samo za mano poslušali. No, v glavnem, dejstvo je, da potrebno je počistiti vse te strahove, dokler ne počistimo, toliko časa nam nič kaj pride ne pomaga, na silo iti skozi spremembo, ker nam pač ne pomaga. No, zdaj pa naslednja stvar. Kaj lahko naredimo še s hrano, s čaji? Če imate težave s solarnim pleksusom, pomeni, da vsa hrana, ki je rumene barve, podpira delovanje želodca, recimo v tem primeru limone, C-vitamin, absolutno. Pomaga, zdaj če pomislim, kaj je ananas, ne nazadnje, ananas vsebuje snov bromelain, ki vsebuje prebavni encim, ki pomaga pri tem, da se tudi maščobe hitreje presnavljajo. C-vitamin vemo, da spodbuja želodčno kislino in pomaga pri tem, da želodec boljš deluje. Pomaga pri tistih, ki jim gre na bruhanje, naj ukinejo vse sladko, ne vse sladko, vse kislo, recimo sploh kis,
in naj recimo na solato dajo samo limonin sok in se bo prav kislina v želodcu močno zmanjšala oziroma to bruhanje po obroku se bo zmanjšalo. Seveda, pametno je tudi kakšen odnos, ki ti gre na bruhanje, ga majčkeno dati na stranski tir in potem se tudi stanje izboljša. Druga stvar, kar je pa potrebno več vijoličnih sadežev, v tem primeru fige v tem trenutku, jajčevci, recimo slive, borovnice, se pravi prav vijolično sadje in zelenjava, seveda tudi zelje je vijolične barve, vse tisto, kar ima vijolično barvo, ker to pa čisti zastalo energijo na teh organih, hkrati pa spodbuja delovanje kronske čakre in hkrati tudi žlezo v možganih, tako da za tiste, ki imate glavobole, migrene, pa pomaga absolutno vse, kar je vijolično. Tako da, kaj vsebuje vijolično sadje in zelenjava? Vsebuje flavonoide. Flavonoidi so snovi, to je ena frakcija C-vitamina, ki deluje na čiščenje limfe. Jaz zdaj upam, da nisem bila preveč strokovna v tem primeru, da boste razumeli. O tem sem že pisala v knjigi Ko imajo hormoni žur, o tem sem že pisala v knjigi Ko ima življenje žur. Sploh, ko ima življenje žur, vam želim povedati prav o teh vijoličnih zadevah. Imate tukaj noter res veliko napisanega o aroni, o bezgu, o vsem tistem, kar vsebuje resveratrol. Resveratrol je najmočnejši antioksidant, ki deluje proti demenci, ki deluje na čiščenje prav zastalih energij v našem telesu. Goji jagode ravno tako, tako da to boste našli v knjigi Ko ima življenje žur na strani 84. Tako da v glavnem, ja, veliko tega, tukaj vidim tudi, prva polovica knjige Ko ima življenje žur, govori prav o tem, kako nahraniti možgane, ampak hkrati, prvi možgani so pa noter v črevesju, moramo pošlihtati spodnji del našega telesa. Tako da, ja, vse med sabo povezano, dajmo še pozitivna sporočila, vodstvo boginj. Da vidimo, kaj nam govorijo boginje ta trenutek. Za vse tiste, ki se bojite premikov naprej. Da vidimo, pojmo najprej sporočilo vodstvo boginj. Katera je tista? Bodite močni. Ste močnejši, kot mislite, da ste. In vaša moč zagotavlja srečen izid. Sehmet. Se pravi, to je egipčanska boginja, ki zagotavlja moč. Zanimivo, ob sebi ima 2 leva. Verjemite mi, pokažite svojo moč. V sebi imate vso moč, ki jo morate izraziti. Ne verjemite ljudem, ki vam govorijo, da niste dovolj. Ne verjemite ljudem, ki vam govorijo, da bi mogli biti drugačni. Ne verjemite nobeni kritični mami, ki vam govori, da niste dovolj. Veste, glas vaše kritične mame je še vedno v vaši glavi, čeprav je mogoče že zdavnaj na drugi strani mavrice. Prva misel mi je šla skozi glavo pod rušo. Ampak okej, na drugi strani mavrice se lepš sliši. Okej. Sama se smejim. Ja, veste, včasih, ko predelujemo te zadeve, pridemo do zaključka, da če imate občutek, da ne pašete v vašo družino, verjemite mi, ne pašete v vašo družino, in da ste rabili točno tako izkušnjo samo z namenom, da se boste spomnili, kdo vi niste, in da se spomnite, kdo vi ste. In v glavnem, ne podcenjujte se, ne popuščajte pritiskom in skominam, izogibajte se pritoževanju in dajanju negativnemu razmišljanju. Delajte vaje z utežmi, da si boste krepili telo. A vam nekaj povem. Jaz sem si kupila trampolin. In ta trampolin sicer ni tako, da greš iz sedečega položaja pa skakati po trampolinu, ampak je v bistvu športen rekvizit.
Imam tudi dvoje uteži, pač to je treba majčkeno jačati, a ne, ker dejstvo je, da drugače bi začela zastava delati po svoje. In ja, zdajle prav fino je, da je začel dež, zaradi tega, ker si naštevam glasbo in plešem in potem grem na trampolin in potem še uteži in to je meni fino. Jaz pač ne maram fitnesov, ne maram ponavljanja nekih suhoparnih vaj, ker mi gre to na živce. Ampak gre se za to, da je treba okrepiti fizično moč. In če si ke palačinka na tleh, kako boš pokazala svojo moč? Jo ne moš pokazati. Pač treba se je okrepiti. Okrepiti tudi trebušne mišice, okrepiti moč v sebi, da lahko narediš korake naprej. Pač tako je. Ne moreš biti cela razvlečena in brez energije in pričakovati, da bo nekdo drug delal korake zate, ker jih ne bo. Treba se je okrepiti fizično. No, zdaj pa poglejmo naprej. Začnite se videti kot močne in zmagovite. Ne pritožujte se nad ničemer, ne krivite nikogar in nobeno okoliščino. Ste utelešenje moči in ne utelešenje žrtev. Ko se dvignete nad stara nagnjenja in se vidite v novi luči čudovite ženstvene moči, se bo vaše življenje samodejno čudežno spremenilo. Se že spreminja. Se že spreminja. Pokažite jim, kdo vi ste. To ne pomeni, da odrihate po mizi, da jokate, da stokate. To pomeni, da jasno poveste dovolj. To je velika razlika. Glejte, kot otroku, ki se meče po tleh. A vam povem še eno zgodbo. Ko so bili otroci, majčkeni, glih zadnjič sem razlagala eni od mojih hčera. Noseča sem bila za ta drugo hčerko. In sem vzela ta starejšo hčerko pa dve nečakinji in smo šle na piknik. In to je bilo prav luštkano. Pač šli smo v gozd, tam, kjer je pravljična dežela, v Gorajtah, v Škofji Loki, pa smo razgrnile na tleh deko, pa žogo smo vzele s sabo. In potem moja nečakinja je bila trmasta tako, da se je vrgla včasih na tla, ampak pri meni tega nikdar ni delala. V glavnem, pač noseča sem bila in je nisem mogla nesti. In na sred poti se je ona odločila, da moja desna roka ni več v redu in da se bo držala za levo roko. In se sred gmajne vrže na tla. In tam kriči, da ne, da noče se držati za to, in moja hčerka pa ni popustila te roke. In enostavno nikamor nismo prišli, in ona tam na tleh se dere in kaj zdaj? In jaz odločno nastopam in sem rekla, dovolj. Zdaj pa tako, gremo domov. In ona se je še kar metala po tleh in imela je plenico. Jaz samo rečem, zdaj pa dovolj, zdaj lahko tudi kakšen socialni pedagog pa reče, da sem nasilna, ampak samo dotaknila sem se jo po ritki, ampak je imela plenico čez, tako da boleli jo absolutno ni. Ko je dobila tisto po ritki, veste, kaj je bilo? Vstane in gre domov. Od takrat naprej ta moja nečakinja, tudi pol, ko je že odrasla, midva sva take prijateljice, midva se ima toliko radi. Ampak jaz sem ji postavila mejo, dovolj. Pri njenih starših, metala se je po tleh, pa še kaj. Tako je bila trmasta, da v glavnem, so rekli, je trmasta. Ne, premalo so ji meje postavili. In poglejte, tako je tudi v vašem življenju. Če meje ne postavite, se vam mečejo po tleh, vas hočejo žonglirati in tako naprej. Enkrat je treba postaviti meje. Ok, zdaj pa poglejmo naprej. Biti močan pomeni videti se v najugodnejši svetlobi, ki si jo lahko zamislite. Bodite resnični. Dovolite si čutiti pristna čustva, a najbolj od vsega bodite močni. In tukaj bom jaz dodala, in bodite mogočni. Zato, ker vi ste
veličastni. Verjemite to. Ko boste v sebi začeli čutiti to moč in nekje jo morate začeti črpati, zato je treba mišice pač okrepiti, takrat se bojo stvari začele spreminjati. Ok, gremo na Ošotove karte. Ošotove karte, kaj govorijo? Počiste svoj To, kar se vam dogaja v umu, ta program ni vaš. Ta program je vsiljen. To vam je nekdo natvezal noter, da niste dovolj. Čas je, da začnete drugače razmišljati. Tega ne potrebujete več. Čas je sodelovanje, premik naprej, pogum. Rože bojo svetele tudi tam, ko zgleda, da je samo kamenje. In sodelovanje, najdalj boste prave informacije, v pravem trenutku, sledite temu, kamor vas veže ali pa vleče in boste videli, da boste najdali prave poti. In prehod v novo dobo. Da vidimo še te karte. Prehod v novo dobo pa pravi: brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Prišlo je tole prijateljstvo ven. Drevesa rastejo, ampak dejstvo je, da vsako drevo ima svoje korenine. In vi imate svoje korenine in ni potrebno, da ste obremenjeni s tem, če nekdo raste, pač v tej zemlji, kjer raste. In čiščenje preteklosti. Osvobodite se starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim namenom in tale Vrbova, mislim, da je to Vrbova boginja, je ta, ki govori o tem, da je čas, da se postavite za sebe. Tako da ja, poglejte, tako gre življenje, ko mi sebe postavimo na prvo mesto, takrat tam se odzove vesolje na pesem naše duše in vse se začne spreminjati. Pokažite, kdo vi ste, ampak ne z agresijo, ampak to je druga moč. Moč, ki je. To je danes prišlo ven. Zaupaj procesu življenja, sprosti vsa čustva, ki škodujejo tebi in ki škodujejo drugim. Zaupaj v veliki božanski načrt in ti si kreatorka tega tvojega novega življenja. Zmoreš. Tako da, drage boginje, tudi dragi bogovi na tej zemlji, ste veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Verjemite to. Uživajte in naj se v vašem življenju začnejo dogajati čudeži. Dovolite to.